Spectacles. Glasses. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Današnja oddaja bo Taka, da se bo malo bolj videl vse skupaj. tako, da vidimo lahko prihodnost. Res je. In zato, Tako da je. tararam, Zdaj smo piflarja. zdaj so piflarja. Ja, Ja. bojo pred tebe. Današnja oddaja bo o očalih. Gregor ima očala. Matic smo očala. Jaz sem jih že imel, ampak tebe pa še nisem videl. Ja, zdaj sem ugotovil, da nadaleč ne vidim več tako dober in moram imeti očala. Tako da sem rekel, zakaj ne bi naredila pol oddaje O starosti. Ja, tako. o očalih, tako da današnja oddaja je o očalih. Jaz sem gledal drugače na netu, ne vem, če si že, mislim, najbrž si gledal Adam Ruins Everything. Si kdaj gledal? Ja. No, tam je bila pač ena, mislim, zelo dobra tema glih o očalih in mi je dala misliti in sem si zadeve malo preštudiral. In zdaj bomo imeli oddajo o očalih. Okay. Tako da poznamo mi zelo veliko vrst očala, ne, pač na svetu. Tako da imamo za branje, smučanje, za vsako zadevo. take, sončne. Pač sončne očala, karkoli. Okay. Pač full vrst očal obstaja. Ja. Pol imamo tudi full vrst firm očala, ne vem, Ray-Ban, Oakley, Giorgio Armani, Dolce Gabbana, Michael Kors, Chanel, bla 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 bla. Kaj imaš ti? Ene par jih poznam, no. To so pač neke firme, ki so zelo, zelo velike, zelo znane in pač imajo pač logično tudi očala. Ne? Ene so prav očala, ene so pa pač firme, ki delajo vse ostalo, pa imajo zraven tudi očala. Ampak tukaj v bistvu, misliš, ker je toliko v bistvu ene konkurence, ne, na trgu, bi mislil, da bojo pač cene očal vedno nižje, ne, ker pač vsak pač hočeš biti, ne, če imaš ti velik vrst očal, je pol, moraš znižati ceno zato, da si lahko konkurenčen, ne. Ampak tle ni, ne. Tukaj lahko, ne vem, daš za ene očala tudi 1000 evrov ali pa ne vem. Tukaj za mobitel. Ja, tudi ampak pač dobiš neko tehnologijo, neki več, če mene vprašaš, kakor sam, ne vem, pač neko plastiko, ki je skupaj s parimi šravfki pa eno steklo. Pač, To je tudi umetnost, to je tudi tehnologija. ja, razumem, ampak pač, Kaj bi raje, živel mobitel ali da bi dobro videl? lej, bomo prišli do tega, No, okej. nismo še zaključili s to temo. okej, Ampak kaj hočem povedati, zakaj so toliko cene visoke? A ne? Pač cene so visoke zaradi tega, ker najverjetneje, v bistvu, to sem pogledal, kje firme očala nosiš in tudi kje jaz imam Ray-Ban, ti imaš Niso Armani, to je neka druga fora, ampak Aha, ok, no, vse nima veze, kjerkoli firma že je. Najverjetneje je delana v Italiji in pod imenom firme Luxottica. To je to. Ta firma dela skoraj da vse očala, kar jih poznaš. Ja. Oni imajo pod sabo v bistvu skoraj vse firme. In oni so v bistvu edini, ki imajo v bistvu očala. Oni so kupili recimo Ray-Ban, a ne? Ker jim je šlo ful slabo in so oni pač lepo kupili Ray-Ban in so ga šlo slabo? Ray-Banu. To je pač ameriška firma bila, ki ga je pač ti Italijani so jo pol kupili in so zanalaž, oni takrat, ko so kupili Ray-Ban, so, ne vem, za par let nehali sploh prodajati Ray-Ban. Zaradi tega, da ko so začeli, da je bilo boom. In takrat so Ray-Banke so se na koncu, preden ko so bile še v lasti Američanov, prodajali za nekih 15 evrov, 20 mogoče. In to, ker pač to je propadala firma. In pač ni bilo. In oni so pač takrat to kupili in so zaživeli. In zdaj se v bistvu dejansko iste očala prodajajo za ful več denarja. Tudi 100 plus. Tako da, jim je ratal. Kako jim je pa to ratal? Ker oni nimajo samo v lasti skoraj da vse firme, ampak oni imajo v lasti tudi skoraj vse prodajalne očal. Okay, in so delajo monopol. Realno so monopol. Dejansko, ko so vprašali šefa Luxottike, kaj so njihove konkurence, je rekel, da je konkurence so internetne očala, ki delajo, ki jih prodajajo, ne vem, Kitajci.
a ne? To niso pri njih delani. Še zaenkrat, če ne. Ja, zaenkrat še ne. Pa Walmart je konkurenca, ki tudi dela neke čip očala za tam. Okej, ja. Pač to je pa to. Ostalo je pa vse njihovo. Tako da pač to mi je v bistvu ful zanimiva. Sprav, oni naredijo očala, pa prodajo, ne vem, Armaniju. Ne, Armani jim pošle, pač fora je, da recimo, če se bi Armani odločil, jaz bi pa ne bom dal Luxotiki delati očala, ampak jih bomo sami naredili. Okay. Je pač fora, da oni ne morejo priti v nobeno prodajalno noter, Aha, zaradi tega, ker imajo vse oni čez. In pač ne moreš v nobeno prodajalno, samo svoje imaš. In to je v bistvu očala so edina firma, ki ne moreš imeti konkurence, ker so oni v bistvu imajo tak monopol, da realno ne moreš, noben ne more se jim dotakniti. Edina firma, ki se jim je približno konkurirala do leta 2007, je bil Oakley, pač ameriška firma. Oni so konkurirali do leta 2007 so jih pa pač kupili, ker niso mogli več, ker so bili toliko močnejši, pač Luxotika. Ni nobenega varuha za varstvo konkurence. Zgleda, da ne, ampak oni, veš, se prodajajo sploh ne pod Luxotika, skoraj da nič, imajo neke variante, ampak oni se prodajajo zmer pod drugim imenom. Zaradi tega, če me vprašaš, zato da se skrivajo, a ne? Pač v zadju so vse oni, ampak pač zato, ker pa ti kupuješ, pa misliš, da koliko vam izbere, a ne? Ampak realno jih nimaš. Tako da pač vsaka firma, ki je pač najverjetneje so oni zadnji. Oni so pač v Milanu, imajo headquarterje. Pa očala tudi tam delajo. Ja, vse delajo tam. No, mislim, je italijansko, je na kitajsko. Ne, tam jih delajo. Imajo tovarno italijansko, tako da zna biti, da so ti očala pa tvoja, da so italijanska. Najverjetneje so narejene v Luxotiki, ja. Mislim, imajo več, ni nujno, da je bilo lih v Italiji, ampak pač ni to delan na kitajskem, ampak ne vem, kje vse imajo. To si nisem šel brati, ampak imajo veliko. Najverjetneje pa v Italiji, ker tam je ta glavno. Tako da, toliko o tem, kva sem hotel prej dokončati, pač 2007 niso mogli več Oakley in jih je pač pol kupil. In so pač spet nazaj. In so zdaj še oni pod njimi. Tako da, to je v bistvu edina firma, ki sem videl. Oni so tudi v bistvu zaradi njih, če pogledamo zdaj z druge plati, zdaj smo gledali vse, koliko so oni, monopol, pa ta glavni, ne? Ampak pač, če pa z druge strani pogledaš, oni so v bistvu ki so zaradi njih, so v bistvu očala ratala cool. Pač, če gledaš ti, ne vem, včasih so bile očala tista, sam pifler jih ima, ne bom me očal gor dol, veš, tako. Pač ni bilo tako, niso bile tako trendovske, kot so danes, da jih imajo vsi slavni, pa imaš sončne očala, pa uno, tretje, ne vem, ful tako, ni bilo to toliko popularno, kot je pač zdaj, ne? Pa to zdaj govorim, ne vem, 20 let, pa še več, ne? Sam tako, ne, pač oni so v bistvu ful forsirali to, koliko je cool, če imaš očala in da je v bistvu to modni dodatek in vse, ne? Tako da, da si ljudje tudi, ki nimajo dioptrije, želijo imeti očala, ne? Zaradi tega so prišle pač sončna očala in to, ne? Tako da, ko so njega vprašali, pač tega direktorja Luxotike, koliko ljudi nos njihova očala, je rekel nekje 500 milijarde. Tako da, tam nekje. To ni veliko. Pač je. Ja, vsak, se pravi, koliko? 8. Vsak te 10. Ja, dober, ja. Ja, no, ok. Half a billion, ni to pol milijarde. Ja. No, mislim, da se najbrž je dosti, ne znam si še zmed predstavljati. Pač ljudi, ne koliko je prodanih očal, pač ljudi, a ne? Ja. Ker nimajo ful več, a ne? Tako da, ja. Toliko o tem, no, ne vem, če sem še kaj drugega hotel povedati. Kako se počutiš zdaj, ko imaš očala? Boljš vidiš, boljš vidiš prvo, ali kako se počutiš, te mot, ki jih imaš gor? Ja, me mot, zelo me mot. Oči me bolijo zaradi tega, ker pač nisem navajen na očala. Ok, kdaj jih pa imaš, sam med vožnjo ali? Zaenkrat sam med vožnjo. No, saj jesi tudi čim manj jih moraš nositi, zato ker več jih boš nosil, slabi bo. Ja. Saj, tako jaz mislim. Ok, ne, sej jaz sem tudi bolj na tej, na tvojemu razmišljanju, tako da, ja. To je to, lep petek, pa se vidimo. Škoda reči,
zdaj moraš, da Ja. lahko brihni in spadaš. No, glavno, lep petek. Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ja, res. Adijo. Čau. A ja, drugač, to je moja 100. oddaja. Matic je imel 3, ki mene ni bilo, le kjero majico imam, tako kot v prvi oddaji. Čau! Dum, dum.